En lep pozdrav vsem, ki nas spremljate na Instagramu Slovenske note. Sem Klavdija in danes bomo klepetala s finalistko Lariso Levo. Samo trenutek. Čau, Kako si? v redu, pa ti? Jaz sem tudi v redu, počasi bo vikend, tako da se veselim. Trenutno se nam javljaš iz dopusta, ne? Ja, Kje se pa nahajaš, če ni skrivnost? jaz sem trenutno v Umagu. Aha. Imate lepo vreme? Ja, zelo je vroče, tako da je zelo fajn. Pa je tudi morje v redu, da se malo slediš? Ali Ja. je tudi morje prevroče? Ne, glih tak, ni mrzlo, pa ni tak, glih tak srednje je. Glih znaš se. Kako drugače kaj preživljaš počitnice doma? V bistvu velikokrat igramo namizni tenis, tudi badminton igramo zelo velikokrat, dosti se kopamo, sončimo. Larisa, poleg tega, da imaš rada glasbo in petje, sem opazila, da tudi lepo rišeš ali pa oziroma slikaš, no? Kakšne motive najraje izbiraš? Najraje rišem oči, drugače pa rišem take bolj posebne, take bolj drugačne slike. Se pravi to, kar izhaja bolj iz domišljijskega sveta tvojega ali bolj tako iz realnosti? Iz domišljijskega sveta. Katere tehnike pa najraje uporabljaš? Trenutno rišem z akrilnimi barvami, če pa hočem na primer risati kakšne ljudi, pa rišem z svinčnikom. Zasledila sem tudi, da igraš kitaro. Kaj najraje zabrenkaš? Sicer z glasbo se ukvarjam že od 3 let dalje. Sicer na začetku sem tako se bolj privajala glasbi, potem v 1. razredu sem začela igrati violončelo do 6. razreda, potem sem začela igrati klavir, zdaj nazadnje igram kitaro. Najraje pa igram take bolj mirne pesmi, ki me bolj sproščajo. Super. Pred pogovorom sem tudi malce postokala tvoj Instagram in TikTok profil in sem opazila, da imaš kar ogromno sledilcev, sploh na TikToku krepko čez 7000. Kako ti to uspeva? V bistvu skušam narediti videe take, ki so bolj zanimivi, da niso zdaj, da so tako isti, ko so drugi, ko jih delajo ostali, da so bolj drugačni. In skušam pač imeti čim več idej za delati videe. Drugače dolgo uporabljaš TikTok? Kaj? Že dolgo uporabljaš TikTok drugače? Ja, zelo dolgo že. Imaš pa tudi 2 luštni pasji kepici, Likija in Rokija, ki imata tudi svoj Instagram profil. Kakšne pasme sta? Moja sta pomaranca, stara sta 1 leto. Tudi dosti ljudi me sprašuje, zakaj je en manjši od drugega. To je pa zato v bistvu, ker Riki je v bistvu najmanjši in on se je rodil tudi nazadnje. Nazadnje se je rodil in je zato tudi posledično tako mali. Dva sta zelo luštna. Primerajo se zadnja tačka. Moliko sem preko Slovenske note že ogromno srečanj pa nekih delavnic. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? V bistvu najbolj v spominu mi je ostalo takrat, ko smo imeli promocijski nastop, koncert. In sem takrat, ko sem šla na oder, sem se v bistvu res sprostila in sem bila tudi jaz zelo presenečena, da sem se lahko tako sprostila. In da sem res zapela tisto ful dobro za mene. Da ja, tisto mi je najbolj ostalo v spominu. Glede na to, da se pa tudi približuje počasi finalni večer, ki bo 5. septembra v Delavskem domu Hrastnik, me zanima, če se že pripravljaš na to, pa kako se pripravljaš? Se že pripravljam, bolj aktivno sem pa začela pripravljati, ko pridem iz morja. Razumljivo. Katero pesmijo se nam boš pa predstavila? Od Nuške Drašček,
rada bi. No, mi se že veselimo, da se slišimo. Po čem pa želiš mogoče, da se te gledalci naši najbolj zapomnijo? Kot nasmejano, igrivo, prijazno punco. No, to si že tudi do zdaj pokazala, tako da. V glavnem, ostali smo pri vprašanjih gledalcev. Koliko ti pomeni glasba? Ogromno, res, zelo veliko. Ok, Žana sprašuje, če si res spremenila ime. Ja, razmišljam o tem, da bi si spremenila ime. Ja. Ampak si ga še nisi. Nisem si ga se spremenila. Kaj jo zanima, kje se učiš igrati kitaro? Trenutno se nikjer ne učim igrati kitaro, se v bistvu na pamet doma učim. Na YouTubeu si pogledam, kako drugi igrajo, pa jaz pomeni. Lano zanima, kaj ti trenutno največ pomeni v življenju? Največ mi trenutno pomeni moja mami, ker me v bistvu spremlja že celo življenje. Drugim mesto je potem glasba. Lepo. No, zdaj te pa še povabim, da vse gledalce nagovoriš, zakaj naj te spremljajo in glasujejo zate na finalnem večeru. V bistvu vse finalistke letošnje Note 2020 so bile res zelo dobre, vse zelo lepo pojejo in upam, da gledalci izberejo tisto pravo, ki res dobro, ki res najboljše zapoje. Okay. Hvala za tvoj čas, Larisa, še naprej uživaj na dopustu in pa srečno na finalnem večeru. Mi pa se vidimo naslednji ponedeljek, ko bo z mano klepetala finalistka Petra Prebanta. Želim vam soncem obsilan vikend. Čau! Adijo!